dan. Predavanje z naslovom rekonstrukcije sestavnih del vzdržnosti mogoče ne bo reševalo problemov, kot je prej nakazal predsednik matične sekcije. Mogoče bo pravzaprav več vprašanj odprlo. Predavanje je mišljeno kot uvodno, kot prikaz nujnosti po rekonstruiranju oziroma po spremembah. Moje ime je Milan Kuhta, v programu pišem malo drugače, Mišo, kar mi je ljubše pravzaprav. Prihajam s fakultete za gradbeništvo. Po koncu predavanja se boste moče vprašali, če sem gradbenik, ja. Bil sem statik, projektant, 10 let, preostali čas pa učim na fakulteti za gradbeništvo v Mariboru, za gradbeništvo, arhitekturo in prometno inženirstvo, predavam statiko pa betonske konstrukcije, še kakšne predmete. Eno naključje je pravzaprav botrovalo temu, da sem danes tukaj, da je to predavanje na vrsti z gospodom Prebilom, njemu se zahvaljujem za povabilo, sva debatirala, da bi bilo moče predavanje primerno za nekakšno popestritev tega današnjega posveta. Zdaj mogoče čisto na uvodu, ta naš termin vzdržnost, mogoče je bila tudi napisana trajnost, mogoče trajnostnost, mogoče je sonaravnost. Jaz sem se odločil za vzdržnost, ker sem prepričan globoko, da je to edina prava beseda. Mi še zmeraj v našem slovenskem prostoru 30 let po definiranju termina sustainable development, pravzaprav nismo našli prave besede. Zelo pogosto v zadnjem času se uporablja trajnostnost, ki je pa zagotovo jezikovna spačenka. Na koncu predavanja upam, da bom uspel prikazati, zakaj sem pravzaprav izbral besedo vzdržnost. Zdaj pa, kje grem jaz tukaj naprej? Aha. Ne? Bom razmišljal. Če ne pa odpreva čisto? Ja, ok, predam. Ja, pa bomo dala za F5. Ja, ok, ja, ali pa tudi z miškom. Uvodno še eno, torej v mojem predavanju bo precej slik, kolega Prebil je rekel, da sem eno sliko, zato pa po mojem predvsem glavnem slikah. Diagram nam prikazuje globalno letno porabo materialov, slika jasno kaže, da izstopa beton, zato je moj predlog, da se v smernicah ne na račun drugih materialov, ampak vseeno beton temeljite obdela. Namreč beton je kljub nekaterim svojim negativnim prizvokom material prihodnosti in njegova prisotnost je neizogibna. Jaz bom danes govoril predvsej o spremembah in sicer o nujnosti sprememb, ki prihajajo v prihodnosti. Zato mi je pravzaprav ta logo inženirske zbornice zelo pri srcu. Je pa moje mnenje, da če bomo v prihodnosti spreminjali samo gradbeno kulturo, to nikakor ne bo zadostovalo. Mi moramo spremeniti marsikaj več. Vse se mora spremeniti, da bo vse postalo isto. To je stavek, neumnost, nesmisel, kakorkoli že hočemo to definirati, italijanskega pisatelja Giuseppea Tomasija di Lampedusa, ki je pisal o Siciliji in tam postavil to trditev. Jaz sem pred kratkim poslušal gospod Lučko Kajfeš in ona mi je dala idejo, da je to pravzaprav tudi tukaj primerno. Jaz upam, da bom v nadaljevanju uspel prikazati, da je pred nami res nujnost spreminjanja. Tudi v novem gradbenem zakonu, ki je bil že omenjen, je pod točko 35 razložen termin rekonstrukcije, kjer pravi, da je rekonstrukcija predvsem, oziroma tako na začetku, da je rekonstrukcija spreminjanje. Jaz se v ta termin ne bi spuščal, osebno me edino moti, da se pravzaprav
po zakonu spreminjajo, določajo neke omejitve. Omejevanje vnaprej se ne izkaže zmeraj za smiselno. To spreminjanje bi skušal razložiti s 3 postavkami, z spremembami sistema kot celotnega, čeprav bom bolj izpostavil ekonomsko, poslovno spreminjanje, potem spreminjanje rasti prebivalstva in spreminjanje glede demografskih sprememb. Nisem finančnik, nisem poslovnež. Na sliki imamo primerjavo iz leta 1990, zelena barva, in iz leta 2014, ta modra barva. In sicer v letu 1990 je še bila tradicionalna industrija, ti najuspešnejša podjetja iz Detroita so primerjana z 3 podjetji modernimi iz Silicijeve doline leto 2014. To se pravi obdobje digitalizacije in avtomatizacije. Jaz se opravičujem, zaradi prehlada prejšnji teden moram malo suha usta poplakniti. Torej, mi smo v obdobju digitalizacije, avtomatizacije, gradbeništvo je panoga, kjer je digitalizacija in avtomatizacija najmanj prisotna. Tako da, kar nas čaka, pravzaprav se verjetno še ne zavedamo. Kaj se je zgodilo v tem času? Če je bil prihodek obeh teh časovnih obdobjih 250 milijard ameriških dolarjev pa 247 milijard dolarjev, torej tu nekje na istem, je tržna kapitalizacija v tem zadnjem času popolnoma postavljena na glavo. Detroit leta 1990 36 milijard ameriških dolarjev, Silicijeva dolina 2014 10.090 ameriških milijard dolarjev. Še večje presenečenje pa je zadnji diagram, ki kaže, da sta bili zgornji številki doseženi leta 1990 z 1.200.000 zaposlenih, medtem ko leta 2014 samo z 137.000 zaposlenih. Torej, digitalizacija, avtomatizacija nas pelje v smer, ki je pravzaprav še ne poznamo. En podatek o tem našem spreminjanju oziroma vplivu interneta, digitalizacije v naše vsakdanje življenje so ti 3 podatki. Google beleži 40 milijard iskanj dnevno. Facebook ima že 2 milijardi uporabnikov, Twitter ima dnevno pol milijarde tweetov, pa tukaj niso niti všteti tweeti zadnjega ameriškega predsednika. Spremembe prihajajo zaradi rasti prebivalstva. Na diagramu imamo rast prebivalstva od 10.000 pred našim štetjem pa do leta 2100. To se pravi, ta črta je rast prebivalca v tem časovnem obdobju. Za razumevanje tega diagrama, čeprav nič kaj posebnega, ne, bi še dodal, da je Homo sapiens se začel formirati v neke sestave, v neke kulture, že 70.000 pred našim štetjem, to se pravi daleč tja v mojo levo stran. 10.000 pred našim štetjem pa se je zgodila kmetijska revolucija, pšenica. Človek je postal počasi odvisen od pšenice in tu je en tak droben začetek tega, kar se potem zgodi v tem obdobju. To se pravi, danes imamo na naši zemlji 7,5 milijard prebivalcev. Če se časovno X osjo omejimo na obdobje od 1500 pa do 2100, krivulja rasti prebivalstva seveda ni več tako strma, ampak še zmeraj začne nekje po 15-16 stoletju rast in se potem v zadnjem obdobju strmo dviguje. Od danes naprej so pravzaprav napovedi za prebivalstvo. K sreči se krivulja rahlo umirja. V obdobju od 1600 do 1900 so se zgodile naslednje pomembne zadeve. Konec 15. stoletja je kultura Zahoda prevladala po celem svetu. V 17. stoletju je prišlo do znanstvene revolucije.
v prvi polovici 18. stoletja je bila tako imenovana prva industrijska revolucija, v drugi polovici je sledil razvoj vojaških tehnologij, konec 18. stoletja pa smo dobili danes poznan armirani beton, ki je pravzaprav odgovor na to krivuljo. Če nam ta rast prebivalstva, torej jaz sem gradbenik, meni so zadnja leta so se mi pojavljala neka vprašanja, na katera si nisem znal sam odgovoriti, zato sem se lotil pravzaprav teh analiz in preko tega potem pravzaprav ugotovil, da je zadeva jasna, da nas pot vodi v spremembe. Če tista diagrama nista bila najbolj nazorna, vam bi tukaj pokazal čisto na osebnem primeru, in sicer rast prebivalstva 1891, ko se je rodil moj pokojni stari oče, pa do danes, do leta 2018, to se pravi, ko se je rodil moj dedek, je bilo na svetu 1,65 milijard. Ko se je rodila moja mama, ki je še živa, danes ima 91 let, oziroma letos bo imela 91 let, je bilo na svetu 1,9 milijarde. Ob mojem rojstvu je bilo že 3,1 milijarde, ob rojstvu mojega sina leta 2000 6,1 milijarde, danes, letos, ko bo sin napolnil polnoletnost, pa je že 7 milijard prebivalcev na naši zemlji. Torej, ena očitna sprememba. Druga očitna sprememba povezana pravzaprav z rastjo prebivalstva so demografske spremembe, ki so se zgodile. Na zgornjem delu slike so z rdečimi točkami označena mesta z več kot milijoni prebivalcev. Leta 1800 je v mestih živelo samo 3% svetovne populacije. Leta 2010 je živelo v mestih 50% svetovne populacije. Napoved je, da bo leta 2050, torej podatki so globalni, v Sloveniji je naseljenost zelo redka, zato se lahko temu čudimo. Če pa malo pomolimo nos izven naših meja, pa pravzaprav to že vidimo. Torej leta 2050 bo v mestih živelo 70% svetovne populacije. Pri tem je treba podati podatek, da mesta predstavljajo pravzaprav samo 1% površine naše zemlje. Kaj pomeni ta demografska sprememba, je nazorno prikazana z mestom Hong Kong, ki premore 7,2 milijona prebivalcev, imenujejo pa ga najvišja prestolnica na svetu. Zakaj? Zato, ker kar 3 milijone ljudi živi više od 14. nadstropja. Če so tukaj visoke stopnice, v tem sprednjem delu malo nižje stopnice, se ta struktura spreminja, to se pravi iz višjih v nižje. Ljudje pravzaprav bodo v prihodnosti živeli v tako imenovanih slamih. Bomo videli pozneje eno sliko. Rast prebivalstva, demografske spremembe se seveda odražajo v globalni porabi energije. Na grafu, na X-os, imamo časovno obdobje od 1800, to se pravi tisto časovno obdobje, kjer se je začela tudi rast prebivalstva pravzaprav spreminjati po podobni krivulji. Na Y-osi je porabljena energija ne v kilovatih, ne v megavatih, ampak v teravatih. Ta barvna skala nam kaže različne vire energije. Spodnja zelena barva je biomasa, kljub veliki poudarjanju v zadnjem času, da mora rast poraba tradicionalnih goriv, se to pravzaprav ne dogaja. Ta temna barva je premog, vidi se pravzaprav delitev na obdobje premoga in potem obdobje nafte, torej vse to še zmeraj raste, energija, surova nafta, svetlo rumena barva je plin. Tukaj komaj vidno na vrhu pa imamo nuklearno energijo, hidroenergijo, potem sončno energijo, ki jo pravzaprav skoraj ni videti, energijo vetra pa ostale vire obnovljive energije. To se pravi, o obnovljivi energiji je dosti govora, zasnat je na diagramih, zaenkrat še ni. Energijo, njeno porabo oziroma rast njene porabe
nazorno kaže tudi ta diagram. Nazorno so prikazane različne stopnje razvoja. Razvoj seveda napreduje, če je to res napredek. Današnji človek v obdobju tehnologije, to se pravi razvit tehnološki človek, porabi bistveno več energije, kot je človek v drugih časovnih obdobjih. Energija je prikazana na osebo letno. Mi danes porabimo ogromno energije za transport, potem porabimo energijo za industrijo in kmetijstvo. Ogromno energije potrebujemo za ogrevanje, ohlajevanje, pa tudi hrane ne znamo več pripravljati na način, ki bi porabil pravzaprav manj energije. Pa poglejmo še enkrat Hong Kong. Prihodnost gre v tako zgoščeno naseljenost prebivalstva. Tu bi še opozoril na klimatske naprave. Če sami sebe vprašamo, koliko nas je imelo pred 10 leti klimatsko napravo, bomo ugotovili, da je bolj redko kdo v zadnjem času, pa smo jih kar verjetno zmontirali. Torej, nujno je zmanjšanje porabe energije in to zmanjšanje porabe energije zagotovo predstavljajo tudi rekonstrukcije. Tukaj niso mišljene rekonstrukcije, kot smo jih prej videli pri gospodu Prebilu na tisti zadnji sliki, ampak mogoče malo nekaj bolj obsežne rekonstrukcije, ampak vsak korak je pravzaprav pomemben v stilu starega slovenskega pregovora, zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. V nadaljevanju vam bi prikazal še nekaj primerov rekonstrukcij, oziroma tudi en primer možne rekonstrukcije. Predavanje nastalo danes v zgodnjih jutranjih urah, enega od najlepših primerov sem pozabil vključiti, pa ga bom na koncu omenil. Ta primer rekonstrukcije, spremembe je samo zaenkrat projekt, ki je bil nagrajen. Zakaj gre v Kalabriji? Kalabrija je tik pred Sicilijo, to se pravi ugodno, toplo podnebje. Bo 30 km avtoceste je bilo predvidenih za rušenje. Vlada Kalabrije je izvedla natečaj Parco Solare Sid in ta projekt, ki ga bom opisal v nadaljevanju, je dosegel prvo mesto, hkrati pa je bilo temu projektu podeljena tudi Sustainable Construction Holcim nagrada in sicer v letu 2011 kot bronasta nagrada. Zakaj gre? Opuščen viadukt, kot jih poznamo tudi pri nas, predviden za rušenje, stroški rušenja celotnega odseka 30 km avtoceste je bili 60 milijonov evrov in zakaj ne bi projekt se kaže, da se da pravzaprav ta viadukt spremeniti v stanovanjsko, zimsko, sosesko. Na ta način, da se v armirano-betonsko konstrukcijo poseže z jeklenimi nosilci, ki potem omogočajo horizontalne površine za stanovanja in za zelenice. Projekt je prikazan kot neka ameriška Florida, kjer v zimskih časih ljudje ali pa mogoče bolj upokojenci se selijo na Florido in tam pač uživajo v primernem podnebju. Zelo celovito je zajet ta projekt, izkorišča se geotermalna energija, dvigala bi bila v stebrih viadukta, inštalacijski jaški bi bili v stebrih viadukta, sam projekt bi pa rastel kot koralni greben, pač glede na zmožnost investitorjev oziroma glede na interes investitorjev. Še ena taka animacija tega poseljenega ali pa naseljenega stebra oziroma viadukta. Na zgornjem delu, tam kjer je voziščna konstrukcija, pa je predvidena celotna infrastruktura. Če se vam zdi mogoče ta projekt neizvedljiv, bi pokazal nekaj podobnega, ki pa prav lepo funkcionira. Popoldne bo predavala kolegica Maruša, ona me je pred leti opozorila, naj si v New Yorku pogledam ta park, žal mi je zmanjkalo energije in sicer gre za Heinlein park na zahodnem delu Manhattna. V obdobju leta 2009, 2011 pa 2014
se je železnica, ki je bila dvignjena, Manhattan, nima prostora, na jeklene stebre spremenila v izjemen naravni park, in sicer gre za 2,3 km dolg park na stebrih. To je stara železnica iz 30 let prejšnjega stoletja. Danes koristijo ta park prebivalci New Yorka, letno ga pa obišče tudi 5 milijonov turistov. Tako to izgleda danes. Vodi ta park kompletno neprofitna organizacija, park oziroma železnica. Ta na stebrih je bila predvidena za rušitev, potem pa sta dala dva prebivalca tega dela mesta pobudo, da se bi to spremenilo v javni park. Tako je to izgledalo takrat v 30 letih. Železnica, torej visoka železnica. Seveda je bila potrebno tukaj tudi nekaj gradbenih del. Vsa zgornja betonska konstrukcija se je porušila, ostala je spodnja osnovna nosilna jeklena konstrukcija, na to so se naredile nove plošče in potem se je vse to ozelenilo, zasadilo in park je takšen, kot smo ga videli na prejšnji sliki. Prej smo omenili še en lepši primer konstrukcije, to je v Kopenhagnu, Gemini Residence, kjer sta bila dva silosa v območju nekdanje čisto industrijske cone, silosa z betonskimi obodi, sta bila spremenjena v stanovanja na ta način, da so v notranjost teh silosov postavili atrij za stopnišči, stanovanja so pa konzolno obesili navzven. Izjemno zgleda, izjemno pametna rešitev, pravzaprav tudi rešitev, ki je precej energije prihranila. Še ena zanimiva rekonstrukcija, ki jo verjetno poznate, Filharmonija v Hamburgu, ki sicer ni mogoče ravno vzgled vzdržnosti zaradi finančne konstrukcije, ki je precej šepala. Nekdanje skladišče se je spremenilo v Filharmonijo, to je stari del, opečnata zgradba, temeljena na pilotih, z povečanim številom pilotov, ojačanjem konstrukcije, se je torej zgradba spremenila v Filharmonijo, hotel pa v luksuzna stanovanja. Tako to izgleda danes, tako je pa izgledalo pred posegom, pred spremembo oziroma pred rekonstrukcijo. Najnovejša za konec, še od dveh najnovejših trendih v krožnem gospodarstvu, to sta popraviti in deliti, repair and sharing. Rekonstrukcija zagotovo pomeni, da se nekaj popravi, deliti v gradbeništvu pa verjetno nismo najbolj vajeni, ampak za spremembo miselnosti se da tudi to narediti. Kot primer bi pokazal trenutno najpametnejšo stavbo na svetu v Amsterdamu, imenovano The Edge, kjer je izjemna ta sprememba. Namreč 2500 zaposlenih si deli 2000 zaposlenih si deli samo 1000 delovnih mest. To je verjetno nepredstavljivo, glede na naše ustaljene navade, ampak koncept hot deskinga, koncept modernih telefonov, računalnikov in monitorjev, to vse krmili. V bistvu, ko ti prideš zjutraj v službo, te sistem spozna in te pravzaprav usmeri na neko prosto mesto. Če si želiš en teden miru, klasične pisarne, pač to naprej rezerviraš in te potem te čaka tudi klasična pisarna. Še ena zanimiva sprememba, ki nismo vajeni, steklena fasada je obrnjena na sever. Na sever je obrnjen atrij, tak, ki ga tukaj vidite, in ta severna steklena fasada pravzaprav omogoča dnevno svetlobo. Jug, to, koliko slišimo pri nas, steklo na jug, je tukaj pokrit kompletno z paneli za sončno energijo. Stavba je popolnoma samoenergijska, pravzaprav proizvede celo več energije in napaja še sosedne stavbe z energijo. Za zaključek, namen predavanja je bil torej, da osvetlimo možnost rekonstrukcije, da prikažemo nujnost rekonstrukcije. Svetom se dogaja, oziroma z našo zemljo se dogaja toliko, tako da mogoče zdaj malo bolj verjamete v to trditev. Smo pa na pravi poti, rekonstrukcije prav gotovo pomenijo spreminjanje. To je bilo vse z moje strani. Hvala.